nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alma Redentoris Mater, que per via Celi porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo. Tu que genuisti natura mirante, tuum santum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrieli sabore, sumens illud ave, peccatorum miserere. Regem venturum Dominum, venite adoremus. In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. Med vami stoji on, ki ga ne poznate. To je žalostni klic Janeza Krstnika, ki smo ga slišali o evangeliju 3. adventne nedelje in bo odmeval v našem zadnjem srečanju. V nepozabnem sporočilu Urbi et Orbi 27. marca letos na trgu svetega Petra se je sveti oče, potem ko je prebral evangelij o pomiritvi viharja, vprašal, v čem je bila malovernost, ki jo je Jezus učital apostolom, in je pojasnil. Niso nehali verovati vanj, saj so klicali k njemu. Vidimo pa, kako so ga prosili. Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni? Ti ni mar. Mislijo, da se Jezus zanje ne zanima, da ne skrbi zanje. Med nami rečeno, ma ni v naših družinah nekaj, kar najhuje boli, ko slišimo reči, niti mar zame? To je stavek, ki rani in povzroči vihar v srcu. Pretresel je tudi Jezusa, saj ni nikogar, ki mu bi bilo bolj mar za nas, kot je njemu. V Jezusovem očitku pa lahko zaznamo še drug odtenek. Niso razumeli, kdo je, ki je bil z njimi v čolnu. Niso razumeli, da se čoln z njim ne more potopiti, ker Bog ne more propasti. Današnji učenci bi naredili isto napako kot apostoli in bi zaslužili isti Jezusov očitek, če bi v silovitem viharju, ki s pandemijo prizadeva svet, pozabili, da nismo sami v čolnu na milost in nemilost prepuščeni valovom. Božični praznik nam omogoča, da razširimo obzorje. Od Galilejskega morja na cel svet, od apostolov na nas. Beseda je postala meso in se naselila med nami. Grški glagol v auristu, eksenonsen, dobesedno postavil šotor, izraža idejo izvršenega in nepovratnega dejanja. Božji sin je prišel na zemljo in Bog ne more propasti. Kristjan lahko z močnejšim razlogom kot psalmist razglaša. Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah, vedno navzoča. Zato se ne bojimo, ko se zemlja spreminja in se gore majejo v osrčju morja. Bog je v njegovi sredi, ne bo omahovalo. Bog je z nami, se pravi na strani človeka, svojega prijatelja in zavetnika proti silam zla. Ponovno moramo odkriti prvinski in preprost pomen učlovečenja besede. Onkraj vseh teoloških razlag in dogem, ki so bile sestavljene o njej. Bog je prišel prebivati med nami. Iz tega dogodka je hotel narediti svoje lastno ime, Emanuel, Bog z nami. To, kar je prerokoval Izaija. Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu bo dala ime Emanuel, je postalo izvršeno dejstvo. Rekel sem, da se moramo vrniti pred vsa kristološka sporna vprašanja 5. stoletja, pred Efeški in Kalcedonski koncil, da bi ponovno odkrili protislovnost in pohujšanje, ki jo vsebuje trditev. Beseda je postala meso. Koristno je ponovno prisluhniti odzivu nekega izobraženega pogana iz 2. stoletja, ki se je seznanil s to trditvijo kristjanov. Božji sin, je zgroženo vzkliknil filozof Cels. Človek, ki je živel pred nekaj leti, večni logos,
nekdo od včeraj in predvčerajšnjim. Človek, rojen revni predici v vasi v Judeji. Ne gre se čuditi, popolna enotnost božanskosti in človeškosti v Kristusovi osebi je bila največja od vseh možnih novosti, edina novost pod soncem, kot jo opredeljuje sveti Janez Damaščan. Prva velika bitka, s katero se je morala spoprijeti vera v Kristusa, ni bilo njegovo božanstvo, ampak njegova človeškost in resnica o učlovečenju. Izvor tega zavračanja je bila Platonova dogma, po kateri se noben Bog ne meša s človekom. Sveti Avguštin je iz lastnega izkustva odkril zadnjo korenino za težavo pri verovanju v učlovečenje. To je pomankanje ponižnosti. Dotlej se namreč še nisem držal svojega Boga Jezusa, ponižen ponižnega, piše v izpovedi. Še nisem vedel, česa naj bi nas učilo njegovo ponižanje. Njegova izkušnja nam pomaga razumeti zadnjo korenino sodobnega ateizma in nam kaže edini način, kako ga preseči. Od Hermana Samuela Reimarusa v 18. stoletju je bilo vse en sam napad na zgodovinsko resničnost Evangelija in na Kristusovo božanskost. Jezus je dejal: "Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni." Ko je bil enkrat edina pot dostopa k Bogu razglašena za neprehodno, ni bilo težko naprej preiti k teizmu, potem pa k ateizmu. Avguštinova izkušnja, sem dejal, kaže tudi način za premagovanje ovire, odložiti ošabnost in sprejeti Božjo ponižnost. Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Te Kristusove besede pojasnjujejo celotno zgodovino človeške nevernosti. Ponižnost je ključ za razumevanje učlovečenja. Za razkazovanje potrebujemo malo moči. Veliko pa jo potrebujemo, da se umaknemo in izginemo. Bog je ta neomajna moč skrivanja sebe. Sam sebe je izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika. Sam sebe je ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti. Bog je ljubezen in zato je ponižnost. Ljubezen ustvarja odvisnost od ljubljenega človeka. Odvisnost, ki ne ponižuje, ampak osrečuje. 2 stavka. Bog je ljubezen in Bog je ponižnost. Sta kakor 2 strani iste medalje. Kaj pa pomeni beseda ponižnost, če jo uporabimo za Boga? In v kakšnem smislu Jezus lahko reče: "Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen." Razlagajo v tem, da bistvena ponižnost ne pomeni biti majhen. Majhni smo lahko, ne da bi bili ponižni. Ni v tem, da se imamo za majhne. To je lahko odvisno od slabe predstave o sebi. Ni v tem, da se razglašamo za majhne. To lahko govorimo, ne da bi verjeli. Je v tem, da postanemo majhni iz ljubezni, da bi dvignili druge. V tem smislu je ponižen samo Bog. Kdo je kakor Gospod naš Bog, ki ima prestol v višavi, kakor tisti, ki gleda v nižave v nebesih in na zemlji. Iz prahu vzdiguje slabotnega, iz blata potegne ubogega. To je brez velikega študija razumel Frančišek Asiški, ki v hvalnica Bogu najvišjemu v nekem trenutku Bogu reče: "Ti si ponižnost." In v pismu celotnemu redu vzklika: "Bratje, glejte Božjo ponižnost." Vsak dan se poniža, piše v enem od svojih spominov, kot ko je svojega kraljevega prestola stopil v naročje device. Božič je praznik Božjih ponižnosti. Da bi ga obhajali v duhu in resnici, moramo postati majhni, kakor se je treba skloniti, da skozi ozka vrata vstopimo v baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu. Med vami stoji on, ki ga ne poznate. A vrnimo se v srce skrivnosti. Beseda je postala meso in se naselila med nami. Bog je z nami zvedno, nepreklicno. To je odslej osrednja tema krščanske prerokbe. Zaharija pozdravi predhodnika, ko ga imenuje prerok najvišjega. In Jezus o njem pravi, da je več kot prerok.
V kakšnem smislu pa je Janez Krstnik prerok? Kje je prerokba v njegovem primeru? Svetopisemski preroki so napovedovali prihodnje odrešenje. Janez Krstnik ne oznanja prihodnjega odrešenja. Nasprotno, pokaže na tistega, ki je tam pred njim. Stari preroki so ljudstvu pomagali prestopiti časovno pregrado. Janez Krstnik ljudem pomaga prestopiti pregrado nasprotnih videzov, ki je še bolj pogosta. Tako pričakovani Mesija, pričakovali so ga očaki, oznanjali preroki, opevali psalmi. Naj bi bil torej ta mož tako ponižnega in vsakdanjega videza, o katerem je znano vse, tudi dežela izvora. Sorazmerno lahko je verovati nečemu velikemu in božanskemu, kakor se kaže v neopredeljeni prihodnosti, v tistih dneh, v zadnjih dneh, v nekem kozmičnem okviru, z nebom, z katerega kaplja sladkost, in zemljo, ki se odpre, da bi rodila odrešenika. Teže je, kadar je treba reči, tukaj je, on je. Takoj smo v skušnjavi, da bi rekli, je to vse? Iz Nazareta mora biti kaj dobrega? V njem vemo, odkot je. To je bila nadčloveška preroška naloga in razumemo, zakaj je predhodnik opredeljen kot več kot prerok. On je človek, ki s prstom pokaže na osebo in odločno reče, ekce, tukaj je, glejte jagnje Božje. Kakšen srh je moral spreleteti tiste, ki so prvi prejeli to razodetje. Mogočno dejanje Svetega Duha je spremljalo predhodnikove besede in razkrivalo njihovo resnico voljnim srcem. Preteklost in prihodnost, pričakovanje in izpolnitev sta se dotaknila. Lok zgodovine odrešenja se je zaprl. Mislim, da nam je Janez Krstnik zapustil svojo preroško nalogo. Še naprej klicati, med vami stoji on, ki ga ne poznate. Vzpostavil je novo preroštvo, ki, kot sem dejal, ni v prihodnem odrešenju, ampak v razodevanju Kristusove prisotnosti v zgodovini. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Kristus v zgodovini ni navzod samo zaradi tega, ker se o njem nenehno piše in govori, ampak ker je vstal in živi po duhu. Ne samo po namenu, ampak dejansko. Evangelizacija se začenja tukaj. V krstnikovem času je težavo povzročalo Jezusovo fizično telo, njegovo meso, ki je bilo tako podobno našemu, razen v grehu. Danes povzroča težavo in pohujšanje njegovo mistično telo, cerkev, tako podobna preostalemu človeštvu in niti greh ni izključen. Kakor je predhodnik svojim sodobnikom dal prepoznati Kristusa pod ponižnostjo telesa, tako ga moramo mi danes dati prepoznati v revščini in bedi njegove cerkve, kakor tudi v revščini in bedi vsakogar izmed nas. K temu, kar smo povedali doslej, pa moramo še nekaj dodati. Ni namreč pomembno vedeti samo, da je Bog postal človek. Pomembno je vedeti tudi, kakšen človek je postal Bog. Pomenljiv je različen in dopolnjujoč se način, kako Janez in Pavel opisujeta vsak dogodek človečenja. Za Janeza je to v dejstvu, da je beseda, ki je bila Bog, postala meso. Za Pavla pa v dejstvu, da čeprav je bil namreč v podobi Boga, je prevzel podobo služabnika. Za Janeza je beseda, ki je bila Bog, postala človek. Za Pavla je Kristus, ki je bil bogat, postal ubog. Razlikovanje med dejstvom človečenja in njegovim načinom, med njegovo ontološko in njegovo bivansko razsežnostjo nas zanima, ker na enkraten način osvetli aktualni problem revščine in odnos kristjanov do nje. Pomaga nam položiti svetopisemski in teološki temelj prednosti odločitve za uboge, ki jo je razglasil drugi vatikanski koncil. Koncilski očetje je zapisan Jean Guiteau, laični opazovalec na drugem vatikanskem koncilu. So ponovno odkrili sakrament revščine. To je Kristusove prisotnosti pod podobo tistih, ki trpijo. Sakrament revščine, močne, a utemeljene besede. Če je beseda v določenem smislu za dejstvo odrešenja prevzela vsakega človeka, tako so mislili nekateri grški očetje, je za način, kako se je uresničila, pod čisto posebnim naslovom prevzela reveža,
ponižnega, trpečega. To znamenje je postavila tako, kot je postavila Evharistijo. Tisti namreč, ki je nad kruhom izgovoril besede, to je moje telo, je iste besede izgovoril tudi o reveži. To je storil, ko je govoreč o tem, kar smo storili ali opustili, za lačnega, žejnega, jetnika, nagega in pregnanca, slovesno razglasil: ste meni storili in niste meni storili. Poglejmo posledico, ki iz tega izhaja na ravni ekleziologije. Sveti Janez 23. je ob koncilu skoval izraz cerkev ubogih. Ima pomen, ki presega običajno razumevanje. Cerkve ubogih ne sestavljajo samo reveži cerkve. V določenem smislu ji pripadajo vsi reveži sveta, pa naj bodo krščeni ali ne. Toda se sliši ugovor: niso verovali in niso bili krščeni. Res je, a tudi sveti nedolžni otroci, katerih praznik obhajamo po Božiču, jo niso imeli. Njihova revščina in trpljenje, če je brez krivde, je v Božjih očeh njihov krst krvi. Bog ima veliko več načinov za odrešenje, kot se mi predstavljamo. Čeprav gredo vsi ti načini brez izjeme na način, ki je znan Bogu skozi Kristusa. Reveži so Kristusovi, ne zato, ker se razglašajo, da so njegovi, ampak ker je on razglasil, da pripadajo njemu. Razglasil jih je za svoje telo. To ne pomeni, da je dovolj na tem svetu biti revni in lačni, da bi samodejno vstopili v dokončno Božje kraljestvo. Besede: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, so namenjene tistim, ki so prevzeli skrb za revne, ne pa nujno revnim samim zaradi preprostega dejstva, da so bili v življenju materialno ubogi. Kristusova cerkev je torej neizmerno bolj prostrana od tega, kar govorijo številke in statistike. Ne zaradi preprostega načina govorjenja ali zaradi napačnega triumfalizma. Razen Jezusa ni nihče razglasil: karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Najmanjši brat tukaj ne pomeni samo verujočega v Kristusa, ampak vsakega človeka. Iz tega sledi, da je papež, z njim pa tudi drugi pastirji cerkve, v resnici oče ubogih. Za vse nas je razlog veselja in spodbuda, ko vidimo, kako so to vlogo vzeli k srcu zadnji papeži, na poseben način pa pastir, ki danes sedi na Petrovem prestolu. On je najbolj vpliven glas v njihovo obrambo v svetu, ki pozna samo izbiranje in odmetavanje. Ni pozabil na uboge, res ne. Svetopismo pozna poseben blagoslov za tiste, ki jim je pri srcu usoda reveža. Blagor mu, ki misli na slabotnega. Gospod ga varuje in ohranja pri življenju. V deželi je blagorovan. Ne izroči ga pohlepu njegovih sovražnikov. V evangeliju beremo o Mariji in Jožefu, da v prenočišču zanjo ni bilo prostora. Tudi danes ni prostora v prenočišču sveta. Zgodovina pa je dokazala, na čigavi strani je Bog in na kateri strani mora biti cerkev. Iti k revnim pomeni posnemati Božjo ponižnost. To pomeni postati majhen zaradi ljubezni, da bi dvignil tistega, ki je nizko. Vendar si ne delamo utvar. To je lažje reči kot storiti. Starodavni puščavski oče, Izak iz Niniv, je tistemu, ki mora govoriti o duhovnih zadevah, do kateri še ni prišel z življenjem, dal tale na svet. Govori o tem, kakor nekdo, ki pripada razredu učencev in ne za avtoriteto, potem, ko si ponižal svojo dušo in postal manjši od vsakega svojega poslušalca. Na ta način sem jaz govoril o hoji proti revežem. Prebivala bosta pri njem. Beseda je postala meso in se naselila med nami. Preden bomo zaključili, moramo iz množice preiti v ednino. Ni prišla nasplošno na svet, ampak osebno vsako verujočo dušo. Jezus je rekel: če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kristus torej ni navzoč samo v čolnu sveta ali cerkve. Navzoč je tudi v malem čolnu mojega življenja. Kakšna misel, če nam uspe v resnici verjeti vanjo. Sveta Elizabeta v Trojice je v njej našla skrivnost svoje svetosti. Zdi se mi, je pisala neki prijateljici,
da sem našla svoje nebesa na zemlji. Nebesa so namreč Bog. Bog pa je v moji duši. Tisti dan, ko sem to razumela, se je vse razsvetlilo. S svojimi omejitvami, ki jih postavlja javnemu bogoslužju in obiskovanju cerkva, bi pandemija lahko bila za mnoge priložnost, da bi odkrili, da Boga ne odkrijemo samo tako, da gremo v cerkev, da Boga lahko častimo tudi v duhu in resnici, da se lahko družimo z Jezusom, tudi ko smo zaprti v hiši ali v svoji sobi. Kristjan se ne bo mogel nikdar odpovedati Evharistiji in občestvu. Ko pa nam to prepreči višja sila, ne sme misliti, da je njegovo krščansko življenje prekinjeno. Če Kristusa nismo nikoli srečali v svojem srcu, ga ne bomo srečali nikjer drugje. Obstaja smela trditev o Božiču, ki se je širila iz obdobja v obdobje na ustih velikih učenjakov in duhovnih učiteljev cerkve. Origen, sveti Avguštin, sveti Bernard, Angel Silezi in še drugi. V bistvu pravi tole: kaj mi storiti, če se je Kristus nekoč po Mariji rodil v Betlehemu, če se po veri ne rodi tudi v mojem srcu? Kje se Kristus rodi v najglobljem smislu, če ne v tvojem srcu in tvoji duši, piše sveti Ambrož. Božja beseda, odmeva sveti Maksim Spoznavalec, hoče vseh ljudeh ponoviti skrivnost svojega učlovečenja. Resnično ekumenska resnica, kakor vidimo. Kot odmev na to izročilo je sveti Janez 23. o božičnem sporočilu leta 1962 povzdignil to gorečo molitev. O večna očetova beseda, Božji in Marijin sin, tudi danes v skrivnosti duš obnovi čudovit čuda svojega rojstva. Posvojimo to molitev, a v dramatičnih razmerah, v katere smo se znašli, dodajmo tudi gorečo prošnjo božičnega bogoslužja. O kralj narodov in vsem zaželeni ter vogelni kamen, ki oboje združuješ v eno, pridi in reši človeka, ki se ga iz prsti naredil. Vieni e risolleva Pridi l'umanità in dvigni stremata dalla lunga prova di questa izčrpano od pandemia. dolge preizkušnje te pandemije. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.